Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Sebastijan Jeretič in magistr Gregor Kos. Alenka Bratušek, ki se je bomo zaradi kratke vladavine spominjali predvsem po prekratkih krilih, zaradi katerih je imela pogosto težave pri izstopanju iz protokolarnih vozil, kot lahko vidimo na fotografiji, je v 2 letih že drugič zamenjala ime stranke. Ob ustanovitvi stranke leta 2014 se je le-ta imenovala Zavezništvo Alenke Bratušek. Lani se je preimenovala v Zavezništvo socialno-liberalnih demokratov, letos, natančneje prejšnji mesec, pa, kot lahko vidimo na fotografiji, v Stranka Alenke Bratušek. Zakaj po vajinem mnenju Alenka Bratušek non-stop spreminja ime svoje stranke? Iz strateških razlogov, ne. Verjetno je vmes hotela prestopiti v neko, dajmo reči, resno ideološko plat, torej imeti ime stranke, ki bi kazalo neke programske osnove, in je verjetno spet ugotovila, da edini adut te stranke je ravno ona, ne. Jaz sem bil eden hujših kritikov Alenke Bratušek, ko je bila predsednica vlade, z našim županom Borisom Popovičem smo jo klicali tajnica na mesto predsednica vlade, zdaj mi jo je pa, moram priznati, skoraj žal, ker je v tem mandatu kot opozicijska poslanka vrhunsko delovala in tudi njen marketing na družabnih omrežjih je zdaj izjemno kvaliteten in tudi vsako soočenje televizijsko zelo dobro nastopa in mi je kar žal, da bo zelo težko našla svoje mesto v političnem prostoru. Ja, zdaj vidimo, Sebastijan, prosti Gregor, da kratka krila na tebe delujejo tako kot name. Ne? Meni se je tudi kar zaletelo prej, ko sem govoril o tem kratkem krilu. Izvoli, Gregor. Za razliko od vaju, mene Alenke Bratušek ni prav nič žal, kajti osebe, ki sama sebe predlaga na najvišjo funkcijo v Evropi, mi pač ne more biti nič žal. Je pa seveda jasno, da stranka, kakršna je, v kateri razen Metoda Dragonje, mislim, da ni osebe, ki bi imela en dan delovnih izkušenj v realnem sektorju, kaj drugega niti ne moramo pričakovati. Da pa recimo ta zadnjo preimenovanje stranke ne uspejo istočasno izkoristiti za to, da bi karkoli sporočili volilkam in volilcem razen spremembe imena, da ni neke kadrovske spremembe ali pa bog ne daj, nekega programskega dokumenta, neke usmeritve, da bi torej to, da že dobiš neko medijsko pozornost, izkoristil za to, da bo še nekaj povedal, to pa po mojem pomeni, da gre za popolno norčevanje, dobesedno iz volilk in volilcev, da so oni tisti ta zadnji, ki karkoli sploh pomenijo tej stranki, ampak gre dejansko samo za to, da bodo dizajnerju in pa oblikovalcu spletne strani naložili neko novo delo. Ok, no to je bilo zdaj zelo kritično videnje. Ne? Nismo pa nič še povedali recimo glede podpore stranke. Zdaj, če si malo pogledamo podatke, ki jih imamo pripravljene, ne? Kot lahko vidimo na obeh grafih, se javnomnenjska podpora stranki praktično ne spreminja, ne glede na to, ali je Alenka Bratušek v imenu stranke ali ne, ne. Vidimo, da je pač vse to skupaj zelo bogo, ne? Bi rekel Nirvana, se mi zdi, bolj pod radarjem. Kaj pravite na to? Bo pa zdaj to zadnje spremembe imena, tako kot pravi Sebastijan, pomenil nek preboj ali vseeno pač bo usoda te stranke, da se bo hočeš nočeš morala povezovati z drugimi strankami, če bo hotela priti v parlament? Jaz težko verjamem, da bo našla svoj prostor. Analize namreč kažejo, da je pri številnih ljudeh sicer druga ali tretja izbira, ne? Ni pa prva izbira in mislim, da bi bilo bolje, če bi se povezala in z Dobovškom in še s kom drugim. Je pa res, da naš volilni sistem nekako odbija manjše stranke od tega povezovanja. Recimo v naši južni soseski je popolnoma jasno, da grejo na volitve različne koalicije strank. Recimo v Srbiji gre čez prag mogoče 7 list, potem imaš pa v parlamentu več kot 50 strank, zato ker tudi največje vzamejo številne recimo ali lokalne ali druge manjše stranke, pri nas pa ni tega seštevanja in povezovanja. Ne? Ampak zakaj po tvojem mnenju ni tega pri nas? No? Zaradi volilnega sistema. Tam, kjer je volilni sistem takšen, da stranke, torej da lista, ki nastopi na volitvah, oblikuje seznam po vrstnem redu, se stranke zlahka dogovorijo. Jaz sem prvi, ti drugi, ti tretji in se recimo pol tako ponavljajo mesta. Pri nas imamo volilne okraje in je dosti večja loterija, kdo bo konkretno izvoljen v parlament. Ne? In stranke nimajo tega nadzora nad tem, kdo bo njihov konkreten poslanec, ampak se zna na koncu to, da zgodi, da je dejansko čista loterija. Tisti zadnji mandati po Dontu, ki se delijo, niso niti nujno
kandidati, ki so res dobili največji procent v tisti stranki, ne, ampak je bil recimo neka enota že zapolnjena, pa padajo potem v drugo, tako da, ko se je iskal tisti kompromis volilnega sistema med vplivom strank in vplivom voljivcev, se je tam dalo stranke malo v ozadje in to odbija stranke od tega predvolilnega povezovanja. Ampak konkreten odgovor, Aljuš, na tvoje vprašanje bi pa seveda pomenil to, da so se stranke oddaljile od volilk in volilcev. Namesto, da bi čas, ko so v opoziciji, pa vendarle še zmeraj pri nekaterih sredstvih in pri možnostih odhoda na teren, da bi hodili na teren, da bi se soočale ne samo na glavnih proslavah ali pa ko je treba položiti venc ali pa ko se je treba fotografirati, da bi dejansko dobile signal, kaj je tisto, kar v določeni regiji, v določenih okrajih volilke in volilce teži in da bi na osnovi tega spreminjali program, da bi ljudje videli, da torej nekdo razmišlja o njih, razmišlja o njihovih problemih in jih tudi javno govori, se uklepajo 2, 3 relativno javno zanimivih tem in mislijo, da so s tem naredili svoje. To zagotovo ni dovolj. Imajo sredstva, imajo moč, vendarle imajo člana stranke, ki sem ga že prej navedel, ki ima eno najpomembnejših direktorskih funkcij v trenutni sestavi vlade. Zakaj tega ne naredijo? Očitno jim ni mar za volilke in volilce. Ja, vprašanje, če se... Izvoli, jaz vem, da in gospod Dobovšek in gospod Bratušek sicer hodijo nekako po Sloveniji, ampak stvar je o tem, da tudi ko organizirajo nek pogovor, je tam 10-12 ljudi mogoče. Ne? Tako da eden od velikih problemov vseh teh novih političnih projektov je tudi ta popolna apatija. Ljudje so nehali spremljati politiko, mediji so dali politiko v drugi plan in edini način, da bo kakšen od novih projektov dejansko dobil pozornost javnosti, je ta, da ga bo lansiralo na polno neko medijsko omrežje, tako kot se je recimo zgodilo z Marjanom Šarcem, ena naslovnica Mladine, 2 naslovnici Dela in tako naprej. Vsi ostali bodo imeli pa izjemne težave, da jih bo javnost sploh zaznala. Razen, če to ne bodo osebnosti in osebe, ki so že prepoznavne, ki imajo prepoznavnost in prepričan sem, da bo politična krajina pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami bistveno drugačna, kot je današnja. Sej Bojan Dobovšek je poznano ime, ne moremo reči, da ni, ne? Ampak tole bi rad še vprašal, a je potem Bojan Dobovšek, Alenka Bratušek, Mira Cerarja mlajšega, ne? A se bo zgodilo zdaj SMC-u in Cerarju to, kar se je zgodilo Zoranu Jankoviću na volitvah leta 2014, ki se ni več Pozitivna Slovenija uvrstila v parlament zaradi razkola z Alenko Bratušek. A lahko ima dobra država Bojana Dobovška enak učink na SMC in jim odščipne glih toliko glasov, da potem ne pridejo več v državni zbor na volitvah junija drugo leto? Moje mnenje je, da zagotovo ne, da to ni odločujoča osebnost ali oseba v SMC. Zagotovo pa te osebe so še v SMC-ju in ta prvi, ki mora razmisliti o svoji usodi v stranki Mira Cerarja, je prav gospod Miro Cerar. Okay, kaj praviš, jaz se zelo strinjam. Jaz mislim, da bo stranka, torej, da se razumemo, najprej vse je še odprto. Čeprav je samo dobre pol leta nekako do volitev, veliko je odvisno od projekta gospoda Šarca. Vsi ostali projekti, pa jih lahko zdaj naštejemo 10 ali 15, bodo imeli pa neverjetne težave, da bodo dobili pozornost javnosti. Še vedno je tudi SMC nekako pri življenju, tudi v anketah lahko bo še nekaj časa prodajal določene uspehe. Največje vprašanje mislim, da bo ravno s kakšnim zagonom bo v prihodnje leto parlamentarno mogoče šel gospod Šarec. Strinjam se pa z Gregorjem, da gospod Dobovšek ne more SMC-ju oduzeti tega nekega zagona ali pa temu reči počasnega gibanja, ki ga mogoče še ima. Najbolj se pa strinjam s tem, da bo SMC nekje februarja, marca morala dobro pretehtati. Pa je to izjemno težko odločitev, seveda, ko imaš predsednika vlade, ampak bi morala pretehtati, ali je pametno, da gre na naslednje volitve z Miro Cerarjem, ali bi bilo mogoče bolje, da poskusi z gospodom Brglezom ali kom tretjim, ki ga sicer zdaj ne vidim, ampak v vsakem primeru bo to izjemno težka odločitev za stranko, ker težko se je seveda odpovedati aktualnemu predsedniku vlade, še posebej, ker tako sveži politiki brez neke kilometrine enostavno tudi ne verjamejo anketam.
In še posebej, ko jim slabo kaže, seveda. Ne. Tako da mislim, da bo zelo težko v SMC-ju sploh odpreti razpravo o tem, ali iti na volitve z Miro Cerarjem ali ne. Mislim, da bodo šli, tvegali in da se bo videlo, kaj se bo zgodilo. Moje mnenje je, da si dr. Miro Cerar zasluži mednarodno kariero, da v Sloveniji ni več pozicije, ki bi mu kakorkoli lahko ustrezala po koncu tega mandata ali že pred koncem tega mandata. In bilo bi zanj dobro, da v tej smeri in tudi za njegovo stranko seveda, da se v tej smeri išče. Samo dodal bi še vsem, kar je do zdaj povedal Sebastian, da poleg predsednika parlamenta, ki je seveda vrhunski politik in kandidat za prevzem stranke, ima SMC, kot vemo, v Bruslju tudi komisarko, žensko torej, ki lahko s krajšimi ali daljšimi krili tudi vpliva na volilni rezultat. Ja, samo veš, Grega, zdaj, ki si omenil te mednarodne kariere, to ne gre tako gladko, ne? Tudi Borut Pahor je razlagal leta 2011, da ima številne ponudbe iz tujine, pa smo videli, da je pač ostal pri tem, da je potem kandidiral za predsednika republike. Ampak samo to, ne, da Borut Pahor, se ne spomnim, da bi kdaj tako močno kritiziral recimo Grčijo, kot jo je naš premier skupaj z tedanjim finančnim ministrom, da ni imel tazga stališča oziroma ne stališča do Katalonije, kot jo ima aktualni premier in tako naprej in tako naprej. Dobro, v tem sta si gotovo različna. Ampak tole sem vas hotel še vprašati. Sebastian, ti si omenil pač uspehe. Ne? Saj, če zdaj probamo objektivno pogledati, da ne bomo sam kritizirali. Ne? Danes sem slišal, da ima Slovenija za Romunijo drugo najvišjo gospodarsko rast v EU, ne? 4%. Ampak očitno volivcev to ne zanima kaj preveč. Ne? Imamo svež primer iz Avstrije, kjer mislim, da so socialni demokrati naredili največji premik v zadnjih 20 letih, ampak na volitvah je močno zmagal Sebastian Kurz. Ne? Zakaj zdaj recimo volivci več ne pademo na te neke objektivne kazalce in se po nekih drugih kriterijih odločamo, komu bomo dali podporo na volitvah? Se ne vem, če so kadarkoli volivci padali na objektivne kazalce, padali so na prikazovanje teh kazalcev. Ne? Politika je igra vtisov in kot sem rekel, danes ima slovenska politika izjemno težek teren, na katerem se igra in to je popolna apatija. Mi smo lahko že v prvem krogu predsedniških volitev videli, da kampanja praktično ni imela nekega resnega učinka, ker se čez cel mesec kampanje ankete niso premaknile več kot za procent ali dva, gor ali dol, torej v okviru neke statistične napake. In tisti končni rezultat je imel samo 2 odmika, ki sta temeljila dejansko predvsem na konkretni udeležbi, torej to, da je gospodu Pahorju zbežala zmaga v prvem krogu in to, da je Romana Tomc povlekla nad ankete in se dejansko vsaj del volivcev SDS-a premaknil k njej. Vse ostalo je pa ostalo nekako v istih gabaritih kot pred samim izhodiščem in velike težave bodo imeli vsi ti politični projekti. Danes govorimo bolj o teh nekako, dajmo reči, levo-sredinskih, na desnici je tudi vrsta novih projektov, kar je tema mogoče za posebno oddajo. Skratka, zdaj lahko naštejemo res 15 do 20 morebitnih strank ali projektov, ki bi nastopili na prihodnjih volitvah. Na koncu, zadnji mesec, 2 se bo pa spet zreduciralo na teh 7, kot jih imamo zdaj v parlamentu, ali pa mogoče največ 8, 9, ki imajo neke resne možnosti za to, da prestopijo prag. Ne bi se mogel bolj strinjati, bi pa ob tem dodal še to, ne, da politične stranke danes še zmeraj ob svojem nastajanju ali pa delovanju, ko iščejo svetovalce za odnose z javnostmi, iščejo nekoga, ki obvlada medijski prostor. Leta 2017, ko so volitve v Ameriki odločili digitalne platforme, mi točno vidimo, kateri politik ima svoj Twitter račun oziroma kdo ga v njegovem imenu upravlja. Mogoče gremo lahko toliko daleč, da mogoče še kdo pozna platformo Facebook, da bi pa o čemerkoli drugem ali pa tretjem še naprej razpredali, tega seveda ni. In kdor ne skoči na vlak, ki se mu reče digitalno komuniciranje, ob tem pa ima ob sebi nekoga, ki obvlada politično komuniciranje, ta je pač obsojen na rezultate, ki jih sedaj dobivajo politične stranke v Sloveniji. Ja, to me čudi, Grega, ne? Ker recimo aktualnemu predsedniku države ravno to vsi učitajo, da je preveč skočil na ta digitalni vlak. Ne? Ampak istočasno govorijo samo o platformi Instagram, ki nažalost nagovarja preveliko skupino ljudi, ki še niso, oziroma oseb, ki še niso volilke in volilci. Istočasno pa tisti, ki mu to učitajo, gradijo ne vem kakšne Facebook strani, kjer pa je zopet komunikacija
sicer obstaja, vendar to ni komunikacija, ki bi jo nekdo izvajal, ki ve, kaj je to politično komuniciranje. Ja, jaz mislim, da gre to v kontekst tega, kar pravi tudi Sebastian, te splošne apatije. Jaz bi se tu strinjal, Sebastian, ne samo, da je bila kampanja v prvem krogu predsedniških volitev uboga, zdaj v drugem krogu je praktično ni. Ne? Tako da tole sem vaju še hotel vprašati. Ali vseeno pričakujete, ne glede na volilni sistem in na to večno prerivanje, kdo bo prvi, da se bodo oblikovale kakšne medstrankarske koalicije pred naslednjimi volitvami, recimo na desni, a se bodo združili stranka Primca, pa recimo Kanglerjeva stranka, pa ta stara SLS in na drugi strani tle, lahko pričakujemo, da bo prišlo do kakšnega povezovanja med stranko Alenke Bratušek, Dobovškom in še kom, ki se bo pojavil, ali bojo šli vsak za sebe na volitve, pa da vidimo na koncu, komu bo uspelo. Glede na prevlado egocentrizma na eni in drugi strani bo to izjemno težko naloga. Jaz mislim, da bo večina tvegala sama, razen če se bodo res streznili, pa nekje februarja, marca videli, da nimajo druge možnosti, kot da se povežejo in skušajo skupaj spraviti čez prag. Bi pa dodal še k temu, kar je Gregor omenil o digitalni kampanji, kjer seveda slovenska politika večinoma z nekaj redkimi izjemami zaostaja. Prihodnje leto zna biti izjemno pomembna terenska kampanja. Če bo udeležba približno podobna, kot je bila zdaj na predsedniških volitvah, torej nekje 750,000 volivk in volivcev, zna biti največja dodana vrednost ravno na tistem pravem klasičnem terenskem delu, ki je v Sloveniji že več kot 10 let popolnoma zanemarjeno. In tisti, ki bodo uspeli vsakega kandidata naučiti, da ima za zbrati 300 glasov, pa jih lahko za rokico pripelje na volišče, tisti znajo mogoče tudi presenetiti. Ok, še tvoja sklepna misel, Grega? Kot sem že rekel, politična krajina v naslednjem letu bo po mojem mnenju bistveno drugačna. Nič ni odločenega. Trdno sem pa prepričan, da na parlamentarnih volitvah v tem trenutku ne obstaja stranka, ki bi lahko zmagala tako, kot je na zadnjih parlamentarnih volitvah zmagala stranka Mira Cerarja, in da bo večje število strank, ki lahko danes še razmišljajo o rezultatu okoli 10%, nad tem pa težko. Da bi pa stranke pred volitvami delale koalicije, tudi osebno menim, da ni za verjeti oziroma ni za pričakovati, iz popolnoma enakega razloga, kot ga je navedel Sebastian, zaradi prevelikih egov v vseh teh strankah. V redu, spoštovana gosta, jaz se vam najlepše zahvaljujem za gostovanje v današnji oddaji VV Faktor. Spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, po oglasih pa vam bomo pokazali, kje in kako zdaj biznisira Gregor Virant.